Avgusta 2023 je Slovenijo presenetil dogodek, ki ga res nihče ni pričakoval. Danes si bomo podrobneje pogledali, kaj točno se je zgodilo med silovito nevihto, ki je udarila v Kosezah. Ampak to, veste, ni bila le še ena močna poletna nevihta. Daleč od tega. To je bil vremenski pojav, kakršnega na tem območju preprosto ne pomnijo. Dogodek, ki je za sabo pustil pravo opustošenje in, precej osupljosti. Torej, gremo na začetek. 1. avgust 2023, območje Kozez. Takrat je udaril ta res silovit in povsem nepričakovan pojav, ki je zavedno spremenil pogled lokalne skupnosti na to, kaj narava zmore. Da bi lažje razumeli, zakaj je bilo vse skupaj tako izjemno, si poglejmo, kaj tornado sploh je. Gre za izjemno močan, vrteč se steber zraka, ki sega vse od tal pa do nevihtnega oblaka. In ravno to je razlog, zakaj je bil za to regijo nekaj tako redkega in presenetljivega. In posledice? No, te so bile vidne praktično takoj. Škoda je nastala v hipu in je pustila za seboj zelo oprijemljive brazgotine. Poglejmo si razsežnosti tega uničenja. Vse se je zgodilo neverjetno hitro. Veter je v le nekaj trenutkih poškodoval skupno kar 15 ostrešij. Ampak pozor, od teh jih je bilo 5 tako hudo poškodovanih, da so ljudje potrebovali takojšno, res nujno pomoč. In v 2 najhujših primerih, si lahko predstavljate, sta hiši ostali povsem, ampak res popolnoma brez strehe. Vse je izginilo v nekaj sekundah. Ampak sredi vsega tega kaosa se je zgodilo nekaj izjemnega. Zgodba se zdaj obrne k ljudem, k neverjetnemu odzivu skupnosti in hitrosti reševalnih ekip. Tale časovnica pove vse. Odziv je bil res bliskovit. V samo 16 minutah so bila obveščena že vsa pristojna ministrstva. Še isti dan je bilo na terenu 60 reševalcev. Naslednji dan pa si je vsem skupaj pridružila še večja, usklajena ekipa. In kdo so bili ti ljudje? To je bil resnično napor celotne skupnosti. Od lokalnih gasilcev na pomoč so prišli tudi kolegi iz Postojne s svojo avtolestvijo, pa seveda civilna zaščita, Slovenska vojska in, ne smemo pozabiti, domačini in prostovoljci, ki so takoj stopili skupaj. No, ko so strokovnjaki prišli na teren, so hitro ugotovili, da to ni bila kar ena navadna nevihta. Škoda je bila drugačna. Razkrivala je zgodbo o res izjemni moči. In tukaj postane res zanimivo. Medtem ko je uradna postaja izmerila veter s hitrostjo okoli 107 km/h, so strokovnjaki ocenili nekaj neverjetnega. Da je v samem središču vrtinca pihalo z 2-krat večjo hitrostjo. 2-krat! Tu je tista osredotočena, uničujoča sila, o kateri govorimo. To pa nas pripelje do podatka, ki je res osupljiv. Kot je povedal regijski poveljnik civilne zaščite Sandi Curk, citiram, v enem primeru je ostrešče odtrglo skupaj z betonskim vencem, kar je izjemno redek pojav. Skupaj z betonskim vencem. To pove vse o sili, s katero so se soočili. Seveda, za vsemi temi številkami in tehničnimi podatki so ljudje. Zato se zdaj osredotočimo nanje in na praktične korake, ki so jih sprejeli za čimprejšnjo obnovo. Ta podrobnost res prikaže človeško plat te zgodbe. Ljudje so morali noč preživeti v pritličnih prostorih svojih poškodovanih domov. Ena občanka je morala celo poiskati zatočišče pri sosedih. V trenutku ostaneš brez občutka varnosti. Načrt za obnovo je bil seveda jasen in logičen. Najprej zavarovati poškodovane strehe s folijo, da dež ne bi naredil še več škode. Drugič, nujno, ampak res nujno, poiskati krovce za najhuje poškodovani hiši. In tretjič, seveda, popraviti električno omrežje. In pri tem je prišla res spodbudna novica. Lokalno elektropodjetje je bilo neverjetno učinkovito. Že naslednji dan so popravili potrgano napeljavo in vsem poškodovanim hišam vrnili elektriko. To je bil res pomemben korak k normalnosti in je ljudem vlil upanje. Celoten dogodek v Kosezah pa odpira eno precej večje vprašanje, ki se tiče vseh nas. Ker takšni redki vremenski pojavi postajajo vse pogostejši, se moramo vprašati, kaj danes sploh pomeni biti zares pripravljen? To je misel, ki ostane še dolgo potem, ko se veter umiri.